Lep pozdrav, dobro jutro, dober dan. Poglejte, zdaj bom šel pogledat, kaj dela moja Vilma. Saj veste, da mi imamo v vsakem kotu hiše, mi dva imamo vsak svoj kojavnik, vsak svoj prostor, v katerem seveda delava tiste svoje stvari, ki jih počneva, a ne. Vsak svoje mesto, kjer pravzaprav tudi bereva, kjer se srečava z Bogom. Jaz pravim, da grem na kavo z Jezusom, Vilma ima pa svoj kotiček in bomo pogledali, kaj počne. Grem takole proti njej, počasi po hodniku, takole bomo videli, kje je zdaj moja draga žena. Ljubi, kje si? Tukaj. Si tukaj, aha. Torej, to si v tvojem kotičku, sami angeli so okrog tebe. Da se lahko zaprem, dobro jutro. Dobro jutro. Kaj dogaja? Ma kak sem? Ja, Lej, jaz sem fajn. super. Lej, sveti Patrik je danes. In sem se prav na to spomnila, kako je imel velik vpliv on na Evropo in ga prosim in fehtam, da je tudi danes kaj narediti za našo Evropo. Se mi zdi, da če pa danes ni čas za to, da prosimo in da fehtamo, pa ne vem kdaj. Vesela sem zato, da sem se lahko zbudila in sem si tudi napisala, hvala ti, Gospod, da sem se zbudila skoraj brez bolečin. Hvala ti, da se je moj ljubi mož zbudil poleg mene. Da imam starša še zmeraj živa, da je tam pri njih Benjamin s svojo družino, ki tudi skrbi za njih. Da imam tlele gor svoje drage, ki slišim, kdaj se zbudijo. Da imam v Ljubljani vezo s Tobijem, vsaj po telefonu in z njegovo družino. Da mi je včeraj poslala Ana video, ko je najmlajši praznoval prvo eno leto. Prvič, da se nismo mogla udeležiti takšnega praznovanja in mi je poslala res lep posnetek. Bogu hvala za vse to. In takole pripenjam jaz svoje zahvale v nebo. In s tem se te stvari nikoli ne bodo zgubile. Počakale me bodo tam kot zaklad. Ne vem, kaj pride, ampak to, da ohranjam močne čase, ta rutina, se mi zdi ena od najvažnejših. Da imam se jaz kam usesti, da se imam komu obrniti, tako kot tile trije mladeniči. V ognju so bili. A nismo mi tu danes v ognju, ampak kaj so oni delali? Peli so in slavili Gospoda. Točno v tisti situaciji, v kateri so se znašli. In potem vidimo, da so se kesali v imenu ljudstva in prosili usmiljenja. Evo tudi to danes lahko mi storimo. In psalm mi pripoveduje svoje poti mi, da je spoznati danes kaj naj naredimo. Danes je drugačen, kot je bil včeraj. In jutri bom mogla spet prositi za to, daj mi spoznati moje poti. In jaz verjamem, da prav s tem, kar se dogaja, je Gospod usmiljen. Ker mnogim daje popolnoma nove priložnosti. In ker je usmiljen, ima vsak priložnost ponovno svojo pripadnost izraziti Bogu. Iz vsega srca seveda, k njemu ne moreš priti samo malo. Ampak, da se mu popolnoma predamo, da smo ponižni, kot otrok pravi v evangeliju. Da smo ponižni, ker ponižnim se on daje sprejeti in prav to je antivirusna zaščita. To je, da smo veseli in hvaležni in je najboljša spodbuda za imunski sistem. Hvala ti, Gospod, da te lahko poznamo in lahko s teboj navezujemo stik. Amen.